So avtomobili, ki jih je potrebno na dolgo in široko predstavljati in so takšni, ki to najbolje znajo sami. Pri tem je dovolj le pritisk na tale gumb. Tisti, ki dobro poznate BMW, takoj veste, da ni M3. Ima dve cevi premalo zadaj, ampak bi pred par leti brez težav bil. Še celo danes mu konkurira in ima pri 1300 vrtljajih toliko navora kot M3 pri 4000. No, da ne bom enemu najboljših športnih avtomobilov sodobnega časa delal krivice, tole je le 335i Coupé s posebnim športnim paketom Performance. Oznaka pomeni, da ima 3-litrski turbobencinski motor, kjer je 6 valjev seveda tradicionalno v vrsti, motorju pa pri dihanju pomagata še 2 turbini. Majhna in velika, da se lepše odziva pri vseh vrtljajih. Razvije 225 kW, do 100 km/h pa pospeši v le 5,4 sekunde. Krasno, ampak še bolj navduši, da se to pospeševanje kar noče končati in da je menjalnik pri tem tako učinkovit, da se vam ne bo dalo voziti počasi. Še dobro, da je dirkaški volan oblečen v Alcantaro, sicer ga zaradi potnih dlani sploh ne bi mogli držati. Vseh teh črt in karbonskih dodatkov zaradi mene niti ne rabi, ker dovolj dobro izgleda že s temi 19-palčnimi platišči. Pelje se pa, ja, vrhunsko. Seveda ni tako brezkompromisen kot najmočnejši bratec, ker mora vseeno biti tudi za vsak dan. Ampak vodljivost in lega na cesti sta tukaj pojma, ki se tako izlijata z voznikom, da si lahko ta privošči kakšno veselo urico. Vse to stane in če hočete točno takšnega, boste morali k osnovnemu, ki stane 50 000 evrov, dodati še 25 000. In M3 je 8 jurjev več. Ne vem. Vem samo, da je tale hud.